Gospodarska zbornica Slovenije je pozdravila imenovanje Metoda Dragonje za novega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predsednik GZS pa je ob tem poudaril. Upam, da bo uspel prepričati koalicijo, da kolikor se le da hitro obrne to ekonomsko politiko v smeri neke reorganizacije celotne javne uprave, ki bo bolj podpirala gospodarstvo in predvsem zahtevala manjše davke in prispevke in istočasno, da bodo opravili tiste naloge, ki jih vsi pričakujemo na področju razdolževanja gospodarstva, pametne specializacije, novih neposrednih tujih investicij in tudi promocije blagovne znamke Made in Slovenija v tujini. Na poslovni konferenci Slovensko-nizozemski dan voda, ki jo je pripravil GZS, Center za mednarodno poslovanje, so nizozemska podjetja in organizacije predstavili dobre prakse in izkušnje s področja upravljanja voda, čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, poplavne varnosti in namakanja. We have similar problems in the Netherlands for a long time and we have a lot of experience. Hongkonški gospodarski in trgovinski urad iz Berlina ter GZS sta tudi letos na Gospodarski zbornici Slovenije že tradicionalno pripravila sprejem ob kitajskem novem letu konja. In Chinese culture, horse is always equated with speed, power, endurance and elegance. So it's also a symbol of speedy success. So I'm sure the coming year will bring you lots of opportunity and I strongly encourage you to seize the opportunities in the coming year. Tokratno indijsko sektorsko omizje na GZS je bilo osredotočeno na sodelovanje z indijskimi mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. We are having lot of schemes in India which can be implemented in Slovenia also. Gost februarskega upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je bil minister za finance dr. Uroš Čufer. Z gospodarstveniki je razpravljal o ukrepih za izhod iz krize. Mi smo se ob sprejemu proračuna za 2014 in 2015 dogovorili in tudi nekako zavezali k davčni stabilizaciji. Na okrogli mizi z naslovom DUTB v službi davkoplačevalcev so udeleženci izvedeli več o strategiji, aktivnostih in načrtih družbe za upravljanje terjatev bank ter prisluhnili aktualnim informacijam in stališčem o razdolževanju in prestrukturiranju slovenskega gospodarstva. Predstavili so jih Torbjørn Mansson, svetovalec upravnemu odboru DUTB, magister Janez Fabijan, viceguverner namestnik guvernerja Banke Slovenije, Blaž Brodnjak, član uprave NLB in Andraž Grahek, direktor družbe Capital Genetics. Predstavniki gospodarstva, sindikatov in ekonomske stroke so se srečali na okrogli mizi z naslovom Trg dela, kako do novih delovnih mest in razvojnega zagona v podjetjih. Ugotovili so, da je zagotovitev boljšega poslovnega okolja, kamor sodi tudi trg dela med ključnimi področji, ki terjajo spremembe, da pa je spremembe potrebno izvesti tudi na vseh drugih področjih, ki vplivajo na gospodarsko rast. Jaz mislim, da je tukaj zdaj ključna stvar, ki se jo nismo dotaknili. Mislim, da zdaj tudi težko najdemo junaka, ki se bo dotaknil te teme, je znižanje stroškov dela, ampak ne plač kot takšnih, ampak prispevkov. Gost prvega pogovora o 5, ki bodo na Gospodarski zbornici Slovenije potekali vsako drugo sredo v mesecu, je bil novinar in publicist Ali Žerdin, avtor knjižne uspešnice Omrežje moči, epicentri slovenske politične in gospodarske elite. Rdeča nit letošnjih pogovorov je etične vrednote, spomin ali prihodnost. Dokler so kadrovski kriteriji prepleteni s kriteriji politične lojalnosti, potem neke suverenosti, ki bi izhajala iz ekonomskih kriterijev, enostavno ni. Na slavnostni prireditvi je sekcija za pekarstvo Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS podelila zlata priznanja najboljšim pekovskim izdelkom za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2014. Priznanje je podelil minister za kmetijstvo in okolje magister Dejan Židan. Sigurno jih ne naredimo največ, verjamem pa, da so najbolj kakovostni in najbolj dobri. Na prvi delavnici borze povezovanja na Gospodarski zbornici Slovenije so sodelovali ponudniki in uporabniki rešitev v oblaku, predstavniki razvojno-raziskovalnih inštitucij ter državne uprave. Delavnica je pokazala, da je znanja, izzivov in kompetenc na tem področju dovolj, tehnologija pa odpira nove trge doma in v tujini. Nas pa verjetno čaka še kar dosti dela, da ugotovimo, kje so tista področja, v katera smo vsi skupaj pripravljeni investirati in čas in denar.
Več kot 180 udeležencev se je udeležilo seminarja o pripravi uspešne prijave na EU projekte Obzorje 2020, ki so ga skupaj organizirali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju. Razlika med prejšnjimi programi pa tem programom je to, da Evropska komisija želi, da so projekti zelo realni pa bliže trgu.